A so v redu? Sva. Sva. Ja, takole se pa začne taka prijetna nervoza, a ni? Ja, daj bo. Ja, jaz se tega spomnim, ko sem v glasbeno šolo hodil. Aha. Te nastopi. Pozitivna trema Ja. pred začetkom. Pa je bil pa en profesor, veš, pa da čokoladen bonbon ali kva ne. Evo, za pogum pa daš muslino, da šloh igral, ker sem trobilo igral, a ne. Aha, ja, In če imaš suha usta, boš bolj malo iz sebe spravil. In je šlo. Ja, velikrat ni šlo. Aha. Ja, enkrat sem imel zgodbo, bil sem edini, ki sem ta inštrument igral na osnovni šoli, a ne. Aha, okej. In so imeli neko prireditev in sem mogel zaigrati, takrat je šla Slovenija glih v EU in sem mogel jaz zaigrati Odo radosti, a ne. Pred celo osnovno šolo. Pridem gor na oder, Trema. se usedem, pa imel sem tazga zelo stroga učiteljna, da sem mogel imeti, sem bil star, kaj si, 8 let, Ja. hlačen na rob, čevlje, Prezenca. srajca, ja, je bil zahteven. Aha. Pridem jaz gor na tisti oder, mene ljudje gledajo, da bom začel, nič ni prišlo ven. Ok, probam še enkrat, nič ni prišlo ven. Probam tretjič, nisem mogel spraviti tona. Aha. Pa cela dvorana, ploska, Ploska, ja, spodbuda. navijati. Ej, in jaz tisto Odo radosti naredim masakr iz nje, odigram jo do konca, vstanem se, preklonim in take izkušnje, pol tudi to, ker smo se prej od kamer pogovarjali, ne. Ja. Preživiš Presekano pa naprej, ne? in greš pol po novo izkušnjo. Ja. No, zelo sem vesel, da sta se tudi vidva, no, moram povedati vsem, da imamo 2 obiskovalca, sam da jim samo pogovarjali. Zelo sem vesel, no, da sta se odzvala na povabilo. Hvala za povabilo. Ta vajna zgodba se mi je zdela res zanimiva pa simpatična, kako sta na tak zelo ljubeč, preprost način se spustila razlagati določeno temo, ki pa verjamem, da je marsikomu lahko zahtevna. Res je, ja, odvisno z katere strani si jo pogledaš, kako si jo vzameš, bi rekla, ne? Ja, zagotovo. Ja. Zdaj pa, Sandra, bi te prosil na začetku, če poveš, kdo Sandra je, kako bi jo opisali prijatelji, mogoče kako bi partner opisal. Kdo je Sandra? Včasih je to najtežje vprašanje, da ko moraš samo o sebi nekaj povedati. Jaz bi rekla, da sem nekako že od malega veljala za tako kreativno. Zmeraj me je zanimalo neko ustvarjanje, neko izdelovanje nekih stvari. Vedno sem se našla v tem. Doma sem imela tudi te možnosti. Moja mama je učiteljica, je tudi imela vedno neke take ideje. Ni bilo sem tisto vse strogo po predpisih, po PS-i, pa smo rezali, lepili, ustvarjali. Nekako me ta kreativa peljala skozi, no, čez življenje. Zdaj moji prijatelji bi me odpisali kot tako veselo, zgovorno. Včasih imam tudi težavo, da želim ogromno tega povedati. Po glavi mi šiva 100 misli in pol začnem hitro govoriti eno za drugim, tako da bom se potrudila, da bom lepo bolj počasi povedala stvari. Tako da mislim, da sem taka prijetna sogovornica, ne zmanjka mi tem, imam kar širok spekter, o čem se lahko pogovarjamo, tako da jaz mislim, da nekako v teh opisih me vidijo tudi drugi, ko me spoznajo. Ni mi problem navezati stik z nekom novim, se znajdem dobro v okolju, sem taka komunikativna, tako da evo, nekako na tak način se vidim sama. Kaj bi pa rekla, da ti je pri tebi najbolj všeč ali pa na sebi najbolj všeč? Jaz mislim, da trenutno, ko opazujem, recimo, ali pa opazujem, vidiš zgodbe drugih, poslušaš, da so vsi nekako bolj glih kontra od mene, zaprti v sebe, da so radi sami doma, v tišini, grem zdaj ven smeti odnes, pa bog ne daj, da soseda srečam, da ne bo treba se z njim pogovarjati ali nekaj. Jaz bi pa rekla, da sem glih kontra. Men pa recimo, spomnim se zgodbe, ko sem šla na faks v Maribor in sem ostala zadnjega septembra sama v tisti študentski sobi, novo okolje, nobenega ne poznam, noben od mojih do takratnih sošolcev ni šel z menoj in jaz tam obsedim sama na tisti posli.
to je zdaj to, jaz nobenega ne poznam, jaz nimam družbe, kak bom zdaj, jaz rabim ljudi okrog sebe, jaz se rabim pogovarjati, jaz sem družabna. Tako da jaz pa mislim, da glih, da sem obratno od večine danes, vsaj pač kak povejo o sebi, da nekako mi je to všeč pri meni, no, da rada spoznam nove ljudi, da sem rada v družbi, da nekako je to moja dobra stvar, meni je všeč to pri meni. Ja, se čutiti ta toplina človeka, no. Ja, tako energija ali pa nekaj, Ja. ne, se takoj začuti, če je nekdo bolj tak sramežljiv, stisnjen v sebe, ni, ne vem, odprt za nekaj novega, za komunikacijo, za karkoli, jaz pa načeloma mislim, da s tem nimam težav, no. Pa je kjer od staršev tudi taka, je tebi to čist naravno? Od staršev ne bi ravno rekla, starši so mogoče malo manj, so pa predvsem moje stare mame bile res celo življenje take veseljaške, družabne in jaz mislim, da je to kar preskočilo eno generacijo na mene. Lepo. Ja. Tale projekt, Mhm. daj nam več povej. Zakaj se gre, kako Ustvari se dom. gre, kje smo. In že kako je prišlo do imena. Že Šel ime, sem ne? včeraj brati komentarje Aha, na imene. in je bil eden, je pač mogel to popraviti. Vedno se najde. In vidim od spodaj zelo suvereno iz SSKJ, To sem razlago glih hotel izpostaviti, tega da. imena. Sem rekel, vidiš, pa so naučili enega nekaj novega, a ne? Točno to. V bistvu Ustvari dom je zgodba mene in pa Ivana. Ivan je moj mož in je prisoten, recimo sploh socialno omrežje pa to, ampak manj, on je bolj glavni v ozadju, jaz sem nekako v ospredju izpostavljen, ampak je on tudi ful pomemben del odzad. In on je iz Hrvaške in ko smo iskala ime za, ne, ko smo pogruntala nekako, da je to, kar nas veseli, da želimo to delati, logično hočeš to v nekaj zapakirati, ne, neka zgodba in ime smo pol brainstormala, da bi bilo nekaj takega, neka beseda, ki ima pomen v slovenščini in hrvaščini. In pol razno take, nisem pa vsaj jaz hotela neko tako navadno, basic ime, preprosto. In smo nekako prišli do te besede Ustvari, ki recimo na Hrvaškem je čist običajna, v Sloveniji pa jo veliko ljudi sploh ne pozna, to je prva stvar. Druga stvar je pa, da se načeloma res niti sploh ne uporablja v takem kontekstu, Ustvari dom. To recimo ni čisto slovnično pravilno, je pa res, da beseda Ustvari pa obstaja in ko smo pač midva si to vse postavila, to zgodbo pod tem imenom, je jasno, tako kot je videti, vedno se nekdo najde, joj, dej si najprej, nauči se pisati, napiši se Ustvari dom, ne Ustvari dom in pol, no, začetka nisem točno pač. Zdelo se mi je, da bo kak ta komentar, da bo nekdo, da ne bojo poznali te besede, da se bojo našli, ampak nisem vedela, kako se pravilno odzvati na to. No, pol je pa, ja, od zdaj naprej je moja reakcija, če pač kdo to napiše, prilepim link na Fran, na SSKJ, da se naučimo, da ta beseda dejansko obstaja in ne samo, da beseda obstaja, se mi zdi, da če si res prebereš točno tisto definicijo iz SSKJ, da je to točno to, kar v bistvu mi želimo delati. Pomeni uresničiti sanje, izpolniti neka pričakovanja, doseči nekaj. Torej, to je krasno, ta beseda povzame točno to, kar jaz želim v tej zgodbi delati in se mi zdi super. Prišla sem pa do tega, no evo, zdaj sem se še to spomnila, kako sem prišla do tega, da link zalepim. En izmed teh negativnih komentarjev je bil, da so mi nalepili link na tečaj za slovenščino. Ja. In ko sem jaz to videla, je meni prišla ideja, jaz bom pa odgovorila z linkom na SSKJ, pa se dajmo vsi skupaj nekaj naučiti. Tako da evo, to je zgodba za samim imenom, no? Samo to postavitvijo vsega skupaj. Kje pa je srčica, kako se je ta projekt začel? Ta projekt se je pa začel v bistvu, lahko bi rekla, da ne kot sam projekt, ampak kot neko veselje, ki naj veseli, to traja že konstantno. Jaz sem smer z mojim očetom, ne vem, zlagala po hištvu, pa smo nekaj belila, pa urejala. Ivan isto tako je imel tako veselje že od malega. Sam projekt, da pa smo videla, da bi to dejansko lahko se šlo bolj za res, se je pa začel leta 2021.
Midva smo si urejala najno stanovanje v zgornjem nadstropju, imela smo vse komplet razbito, vemo, kak je to, ko se lotiš, vsaka stvar potegne za seboj. In jaz sem to dokumentirala v prvi meri za sebe. Mama moja je vedno imela en album star, ki sem ga jaz rada gledala od enega starega vikenda in ga je poslikala prej, kakšen je bil prej, in pa vmes je slikala že takrat, ne vem, rečemo 20 let nazaj z onimi prvimi fotoaparati te slike in jaz sem to zmeraj rada gledala. In mi je bilo všeč in sem si zamislila, da bom jaz naredila en tak dnevnik za sebe, ne. Pa sem pa spontano sproti začela to objavljati še na družbena omrežja in je bil nek odziv in mi je bilo všeč. Takrat recimo je bilo še to, v začetki so bili nekako v tistem koronskem času, ko smo bili več doma, ne, ni še bilo toliko teh profilov, ko vsi gradijo, opremljajo kakorkoli kot danes, ker danes pač tako je vsega več, je tudi tega več. In nekako smo, ko smo midva tisto najino kuhno, ki je bila poseben izziv, ker je bila v mansardi pod takim kosim stropom, pa pod takim, pa ni stojne višine, pa tako je ven streha, nismo imeli odvod za napol, kam smo bila, ne vem, kup enih izzivov. In ko smo midva to vse zaključila, sem jaz to poslikala, tako lepo prej potem, ta verzija, format, ki najbolj pali, in objavila v par različnih skupin, na par različnih profilov po družbenih omrežjih. In seveda takrat je sledilo plas komentarjev, super, odkje je to, kak je to, super, gor dol. In med vsemi temi se je takrat našla ena gospa, Jožica je bilo ime, mogoče če bo kdaj naletela na ta posnetek, se bo prepoznala in je prosila, če bi midva lahko njoj, da je ona ravno v fazi, ki se v hiši pri starših seli v kletne prostore, ima cca 50 kvadratov, če bi midva lahko njej pripravila izris. In midva smo bila tako, ja seveda, ne, ampak midva takrat v tisti fazi niti pomislila nismo, da bi midva za to kaj računala, da je to v bistvu začetek nekega biznisa ali nekaj. Nam je bilo to fajn, midva smo videla, kakšna prednost je, ko smo za sebe že prej vse narisala, prej ko smo šla v našo prenovo, kak so vse stvari bile bolj jasne, glede nakupov, glede inštalacij, glede vsega. In smo na tak način tudi te gospe ji bo pomagala, ko se bo dala v to. Res smo ji vse lepo pripravila. Vem, da sem še takrat se res ful potrudila za en tak moodboard, vse po hišto, zraven nalepila linke. Je bila že prva verzija, mislim, zdaj, ko pogledamo nazaj prvi izris, ali pa te zdaj je smešno, ne? Ampak je bila konkretna verzija, je imela vse, kar je bilo, pač kar je rabila v tistem trenutku, in ko je ona to dobila, ko smo ji poslala, je bila ful navdušena in rekla, koliko vama plačam. Kako plačam? Ne, nobeno, kakšno plačilo. To smo mi naredila, poslala, to je najna dobra volja, vse, in ona nam odpiše, se videla sploh zavedata, koliko vrednost je to za mene, koliko je to za meni prihranilo nekih stvari, to, kako bo to meni pomoč, je rekla, jaz vam želim za to plačati, ne. Ok, in se gledam, kaj bi rekla, ne, nič nobene firme, nič, ne. Daj reči 50 evrov, ne, tako previdno, ne, pa že to te stiska, ne, daj reči 50 evrov, ne, in pa stiska, pišem, res ni treba, mirva tudi, ne, pa prvi ste pa sem pa tam, ampak če bi nas želeli podpreti 50 evrov, ne, in pol, ne vem, 6. dan, drug dan dobim jaz nakazilo 200 evrov od nje, ne, in reče, še to je premalo, to je bilo vredno veliko več, ne, in pa nisma vedela, kaj se je zdaj zgodilo točno, če je to res, ali kaj je to, cool, ni. Pol pa počasi pač začneš raziskovati to smer, vidiš, da dejansko je to res nekaj uporabnega, da ljudje to rabijo, da ne, ni to samo mit pa to, in da se dejansko da z tem, kar tebe veseli, kar tebi sploh ni, ne vem, tista klasika, joj, pa služba, pa je normalno, da moraš jamrati s kolegi na pijači, pa spet šiht, kdaj bo dopust, vsem tam, ne. Mogoče pa lahko iz nečesa, kar te res veseli, kar tebi ni breme, recimo nama ni muka iti v neko trgovino, pa gledati tam, kakšne so vse ploščice, iskati, kere so všeč, da zložimo skupaj neko lepo sliko, da to pač, to je nama gušt, super, mi to rada delamo, ne. In na drugi strani so bili ljudje, ki so to rabili in bili pripravljeni plačati za to, tako da pol smo v bistvu pomalem še prek teh družbenih omrežij pa to tipala, če je to res, ali je to zdaj bilo samo ena, ne, med vsemi.
In ja, dejansko je tudi, mi smo iz Posavja, sem tudi zato imela najprej mali pomislek, mogoče bi v neki Ljubljani ali pa večjem kraju to bolj laufalo, sicer se zapeljamo kamorkoli, recimo, ne, sploh ni problem, ampak več možnosti avtomatsko. Ampak ne, se je tudi v našem malem, obmejnem pač kraju, regiji začelo kazati za to zanimanje, bilo je povpraševanje in tako je pač samo nekako po sebi začelo se je čist tako, no. Evo, gospa Jožica je nekako bila začetnica, pobudnica, da smo se midva upala pač stopiti korak naprej, pa zdaj to nekako v taki obliki, kot je danes, tudi ponudite, evo. Taka zgodba je odzad. Kako, če človek dela dobro za sočloveka, kako se to lahko vrne? Ja, res. Pa na čisto nepričakovan način. Ne. Kad teh 200 evrov zasluženih, mislim, da bo najlepših 200 evrov, ki ste jih kadarkoli zaslužili. Res je, to je bil res tak poseben. No, res v tistem trenutku si pol nismo vedela, ja, ne, je to zdaj v redi, ni v redi, kak je to, ne. Kaj se je zdaj zgodilo? No? In kup je neznank, ne? Ja. S čim ste se pa prej ukvarjali, preden sta zdaj, če prav bomo šli tako. Zdaj trenutno se pa prav ukvarjate s tem, da v bistvu načrtujete interijer, če sem jaz prav. Ja, rišemo, delamo izrise, načrtujemo to. Midva smo se v bistvu spoznala v službi, predtem smo bila komercialista, oba. Če ni skrivnost. Za opremo za rudnike. Res? Res, ja. Za opremo za rudnike, komercialista. Jaz sem v bistvu po poklicu inženirka elektrotehnike, Ivan je magister rudarstva, tako da smo bila nekako v teh vodah, delno smo še tudi tam prisotna, no. Ampak nekako, če dalje bolj glavnino prevzema to in mislim, da čez par let bomo tisto čisto pustila za seboj, pa bila samo v teh vodah, no, ker se pač ko nekaj delaš, gradiš, je jasno, ne, ko nekam usmeriš energijo, da tam tista stvar raste in vsako leto je več nekih možnosti, sodelovanj, se odpirajo neke stvari, na katere nisi pripravljen. Res je tako, kot rečejo, narediti prvi korak, ne, sam začni, ne rabiš vedeti vseh 10 nadaljnjih, pa pusti zgodbo, da se odvija. Ja, ko včasih se tiska misliš, da bo to 10 korak, ga mogoče sploh ni, a pa je še lepo 19. Tako da naredi prvi, pa pusti, da se stvari odvijajo in nama se trenutno lepo odvijajo, no, jaz sem zadovoljna, kako stvari tečejo. Sem vesel za vaja, tako srčno sem vesel za vaja. Hvala. Ne, tudi čutati je to energijo in to je meni noro dobro. Ja. Kad nekdo res dela nekaj z veseljem in to se čutno. Več bi moglo biti tega, ljudje bi si nekako mogli upati, no, res poiskati najprej tisto, kar je res to, ne, da ti ni muka, tako sem že rekla, ne, pa si upati res delati to, kar jih veseli. Ja, ogromen je treba enega poguma. Res je. Koliko vam pa pomeni to, da sta skupaj v tem? A pa kako to vpliva na vajen odnos? V bistvu itak kot vsaka stvar, plusi pa minusi. Jaz bi kot pluse izpostavila, da imaš nekoga zraven sebe, na katerega se lahko zaneseš, absolutno, in to nekoga, ki ga recimo zelo dobro poznaš, vsaj v najnem primeru, boljše kot recimo v neki firmi, ne vem, sodelavca, se ti poznaš z njimi tako, ampak nikoli pa mogoče na taki ravni, ne, kot si mi. Po drugi strani znajo biti pa tudi izzivi, ko si več skupaj, veš, vse se to prepleta, poslovno, privatno, pa je, ne vem, kak večer, pa bi, ne vem, bi šli pogledati film, joj, pa treba še to narisati, dajmo še to stisniti, pa se bo tudi za naju čas, mogoče pol na neki točki smo tudi že bila, ko je pač tisti prvi plašč se začel vsuda, je bilo vsega preveč, nismo znala reči ne in pol pride med seboj do nekih trenj, veš, še tu, preveč je vsega, čutim, da je preveč, sem preobremenjen, treba malo razbremeniti, tako da plusi in minusi, no, treba konstantno balansirati, iskati neko srednjo pot ravnovesja med vsem. Ja, takrat, ko nekaj z veseljem delaš, te lahko zelo globoko not posrka. Ja, res je. Treba je pa znati tudi včasih dati korak nazaj, pa kaj je res pomemben,
Ja, pa sploh jaz Hiter gre. ful težko rečem ne, recimo, ne, jaz ko vidim, da je nekdo, joj, pa res, pa smo zdaj se prenove kuhne, pa smo z majstrom zmenjeni čez en mesec, pa res, veš, čakala sem že pol leta ga, da pride, ne, vse veš, kak jih je tu čakati, zdaj bi pa res rabila vedeti, kje bo pečica, pa kje bo to, da bo pol to vse, ne. Si mislim, pa res, ne, se jaz vem, kakva je situacija z majstri, da to ni izmišljena zgodba, da so čakalne dobe take, to joj, pa da imam, pa vse lahko nekam stisnemo, ne, bomo en teden še popoldne, pa zvečer pa bomo še to kuhno narisala, da bomo zadovoljni, treba kar korak nazaj včasih narediti, no. Ja, jaz zdaj že vnaprej povem, lejte, gospa, mi imamo pač projekte vnaprej. Ja, se gre samo za en servis. Ja, lejte, samo če jaz vam rečem, ja, to pa pomeni, da mi lahko delamo od zjutraj do večera. Jasno. Koliko me bojo doma videli, drugo vprašanje, trenutno sem že tako premalo doma. In mislim, da je največja umetnost se naučiti na neki točki reči ne. Ne, točno to je. Pa ne zato, ker bi hotel slabo, Ja. pa veš, da ima stranka težavo. Ker hočeš sebi dobro, ne? Sam, a ne, če predolg častiš na svoj račun, na neki točki to banko spraznaš, tudi to čustveno banko s partnerjem in sigurno. Je treba jo filati nazaj, sigurno. Na koncu da imaš nek biznis, pa da zaradi tega odnos preveč trpi. Ne vem, treba se vprašati, do kje pa koliko. Tako, res je. Mi dva smo tudi letos, pač jaz sem kar postavila nekak mejo, sem jasno in glasno rekla, da bomo december bolj sproščeno, smo nekak tiste večje stvari, ki smo imela, dokončala nekak do konca novembra, zdaj smo še nekaj pofiniširala in sem kar rekla, december bomo bolj družinski čas, bolj tek na easy, pa začnemo spet z januarjem naprej bukirati. Včasih se, veš, se tako počutim, ko napišem, recimo, komuniciram ful prek družbenih omrežij, pa to in napišem kako objavili, pa kaj dete pravi čas se javite, če vete, če planirate za poletje oziroma pomlad, ne, javite se že zdaj, se to ne pomeni, da bomo zdaj že vse v piko, ampak ne bomo dali, vas bomo v plan, vse, dajte se pravi čas, pa imaš časih občutek, da mislijo, to sam pač tam nalaga za to, da ne bi čim več ali pa ne vem, promovira marketing na tak način, ampak dejansko ni res, ne, stvari rabijo svoj čas in vse tak, da jaz če napišem, ravno zdaj, ko smo se to pelala, sem napisala, da v bistvu, ko sem tak rekla, da december je prost, ne, sem poleg razmišljala, dejansko smo že s 3 za januar razmenjena, z enim se še nekaj dogovarjamo, potrjujemo, tu je v bistvu polna kapaciteta za januar, ne, če me zdaj nekaj kontaktira, bom pač mogla reči februar že počasi, da bo rabo, ne, in zato res rečem, javite se pravi čas. Ja, bo tak malo tako, ko vsi ti majstri, ki ti reče, če 6 mesecev. Tako, kot začetka, ko se še bolj to prijemaš, pa loviš, pa iščeš stranke, pa to se kdo obrnil, ja, super, so mi rekli, da prvama ni bilo tako dolge čakalne dobe, ne, sem prišel prej na vrsto. Pa ko pač narediš, največja reklama seveda od ust do ust se začne širiti, joj, ona mi je pa povedala, da sta ji videla pomagala pri kuhnji, je bila ful zadovoljna, ali bi še meni pa to, ne, pa to nekako pač gre samo od sebe, tudi raste, tako da. Ja. Ja, zagotovo. Kakšni so pa spomini na adaptacijo in renovacijo lastnega stanovanja? Tudi zanimive zgodbe. Spomini so okej, v bistvu ni, da je bilo nekih posebnih pretresov, težkih, presenečenj od dragih, to ni. Je pa zgodba, da smo si mi dva to vzela na easy, ne mudi se nama, mama kje biti. Pa sem pa jaz zanosila drugič, je bila naša druga punčka na poti in smo nekako konec januarja se odločila, da bomo to speljali do avgusta. Olin, ne, seveda smo imeli predtem tla na 5 različnih višinah, 5 različnih pragov, različni materiali, ploščice, laminat, parket, vsega je bilo, ne, takšna je bila izhodiščna točka. Letnik pa koliko gradnje tega? Okrog 1970. Ja. In mi smo si to ambiciozno zadala, da bo vse šlo v tem časovnem okvirju prek, ne. Zdaj, tako pravim, nekih prevelikih stroškovnih ali pa nekaj presenečenj ni bilo, je bila pa zadeva taka, da je naša punca malo pohitela par tednov in jaz sem ležala v porodnišnici, sem bila drugorodka.
sem že imela eno punčko doma, imam mlajša in pridejo do mene sestre in to in rečejo, gospa, vi ste drugorodka, vse je v redu, dojenje vam gre, vse štima, vi lahko danes greste domov, že takoj drugi dan, ne. Joj, vete, ne, jaz bom pa še kar dan ali pa dva tu, ker doma ni bilo poda, doma ni bilo kavča, doma so čakale gole stene in jaz sam kličem Ivana, oni mene pošiljajo domov. En dan bom še lahko, ne vem, če bo še kaj več šlo, organizira ekipo doma, zrihtete, vsaj tukaj, da imamo medve kam priditi in pol je res to bil en vikend, celodnevne in celonočne smene, moj oče, Ivan, prijatelji so pomagali, vsi so zavihali rokave, da sem jaz prišla v dnevno sobo z na pol položenim vinilom in pa kavč je tam gor že stal, da smo lahko meble na tistem kavču, dok so dela potekala naprej, tako da to je pa tak spomin, ki pa niti ni bil takrat toliko stres. No, jaz sem nekako bila pomirjena. Vedela sem, da imamo kam iti, da imamo streho nad glavo, če pa zdaj to še ni vse točno tako, kako smo si zamislili, bo pa že počas. Je pa zanimiva zgodba, no, rada jo povem. Se je, lušna. In je pol moja ta mala spala tam v tistem gnezdecu, ko je zram mizar v pult nama vrtu z vbodno žago, lukno za korito, recimo, ona se ni niti premaknila, čist mirno spala. In so to taki spomini polna. Ja. Pa Ivan je bil verjetno toliko zmatran, da je pozabil, da je zmatran. Ponavadi to tako izgledajo, te celodnevno nočne scene. Ivan je, to je toliko ni zgodb, ne vem, če bi to vse govorila. Ivan je iz porodne komuniciral z Ikejo, ko so nam pa vrat propeljali za to, kaj je bilo, ne, to je bilo vse po timelineu, je to vse štimalo, smo mi takrat doma, prevzamemo to vse, ampak je moja punca prišla toliko prej, da jaz sem bila že na poti v porodno, ko je on še z Ikejo, puste pred garažo, bomo že pol znosili, ker smo imela naročeno dostavo, vi to sam tam puste, bomo že mi to pol zrihtali. To je en kup enih takih zgodb, ki se jim danes nasmejimo. No. Zanj, če en rekel, ne, človek planira, Bog se mu pa smaje. Tako. In to je to, no. Ja, ti imaš lahko časovnico še tako, pa pride neki, pa se ti, konec dober, vse dobro. Tako, se pravim, jaz nisem bila glede tega nekaj pod stresom, jaz sem vedela, da bo vse okej, da bo še ena taka zanimiva zgodba, ki jo bom lahko v različnih priložnostih povedala. No, zdaj imaš še posneto, da jo lahko gledaš. Zdaj imam še posneto. Pravi, da z interneta ne gre nič dol. Tako, kaj je gor enkrat, ostane gor, tako da zdaj bo ta zgodba živela. V bistvu videli ste se tega, no, se tudi po izobrazbah ste v bistvu inženirja, ne? Ja. Imate nek svoj ustroj, kako se stvari lotati. Tako, pač vsak na nekem svojem področju vema, ampak načeloma smo nekako, se pravim, vse nam je to teklo tako naravno, ni, da smo zdaj, ne vem, mogla se nekaj naučiti, ampak smo recimo, časovnico smo si postavila, veš nekako, da načeloma se danes vse razvleče, ampak tudi recimo budžet, ne, smo si postavila budžet, pa smo že takoj računala na tistih vsaj 10%, ki jih pustiš, ali pa veš, da bojo še dodatni neplanirani, ker se pojavijo, ne, se pravim, pri nama ni bilo nekaj večjega, smo pa šla za nekaj 1000 evrov čez budžet, ne, tako da smo nekako te osnove že v začetku si dobro postavila, ne, seveda ni šlo, se pravim, vse po ne 100%, kar nikoli ne gre, ampak glede za to lahko rečem, mogoče, da nisem bila toliko pod stresom, ker sem vedela, da so osnove dobro postavljene, da drugo bomo pa že sproti. Kako pa je šlo z majstri? Da sta imela dobro z roko pri zbiranju? Tudi to recimo naučil? Ne, najna izkušnja je bila kar se konkretno stanovanja tiče, smo imela pol v prihodnosti tudi že različnih izkušenj, ampak naša zgodba je bila taka, da ker mi dva smo doma na Bizelskem, to je manjša vasica v bistvu in tam je še bilo dost takrat, nažalost jih je danes nekaj že pokojnih, starejših teh mojstrov, pravih mojstrov, ki so res mojstri, tako se zagre, tako da smo imela res super mizarja, s katerim je še Ivan sodeloval, ker Ivan tudi tak hobi naredi, kaj se ukvarja s tem in pol seveda nima vseh teh pravih orodij potrebnih in je šel k njim ali pa on kaj prinesel k nam, tako da smo imela super mizarja, super vodovodarja, res smo imela te lokalne, preverjene, ali kako se reče, ploščičarju smo šla plačati v gostilno, ko je karto tam poklic na račun, tako da smo imela res super majstre, se pravim,
del njih je danes že nažalost pokojen, 4-5 let kasneje, tako da glede tega je bilo super. Pol pa, ko nadaljuješ, je pa pač zgodb z mojstri različnih, od čakalnih dob, od tega, da smo imela z vodovodarjem izkušnjo, da smo mu v mali kopalnici od, ne vem, 3 kvadratov, ki umivalnik že postavljen, tu že postavljen, v sredini sem še prostor za geberit, ki ga midva želima, ne? Točno na sredini, zarisano s flomastrom, znači mogo je priti sam pa poštemat pa geberit vstaviti. Geberit se je vstavil čisto na desno zram tuša, da če bi dejansko školjka tam prišla, si ti niti sest, ne bi mogel na njo, ker bi s komovcem tuš steklo ruko. Tako da smo imela pa pol z mojstri naprej različne izkušnje, ampak prav pri gradnji našega stanovanja, ker se je vse skupaj začelo, smo pa imela res same dobre izkušnje, no. Takrat nam je vse glede tega teklo gladko. Videl sem tudi, da imaš e-knjigo, Ja, priročnik. tudi ja. Tudi. Kaj najdemo v tem priročniku? V bistvu sem to nekako hotla za nekoga, ki bi me mogoče rad malo boljš spoznal, da me prek te knjigice spozna točno to, kar danes razlagam tule. Nekako te osnove, 5 korakov pred prenovo oziroma pred prenovi, in dejansko tam sem pripravila en cel tak manjši postopek po korakih, ko sem delno zdaj o tem govorila, kako se na to pripraviti, kaj prej pogledati si doma, kaj že zdaj deluje, kaj v bistvu sploh rabiš, si zastaviti nek budget, da sploh veš, kje si, timeline, nekako taka predpriprava, priprava prej, ko se lotiš vsega skupaj, da si dobro pripravljen, ker se mi zdi, da je to kar en veliki problem, tudi recimo stranki se obrnejo na naju, vejo, kaj bi, pa ne vejo, kak bi, mislim, jasno je, da se obrnejo na naju za pomoč, ne, ampak če ti čisto tavaš v neki sivi coni, res sploh nimaš pojma, kaj si želiš, kako ti naj zdaj jaz pomagam, če ti najprej niti ne veš, če bi kompletno kuhno ven vrgel, pa šel na novo, ali bi mogoče 2 omarice tam pustil, pa samo en del dal na novo, ali bi celo hišo podrl, pa zazidal večjo kuhno, ti težko pomagam, ne, tako da je fajn, da se mogoče že prej malo pripraviš na neke stvari. Ti, da bi šel avto kupiti, rabam nov avto, kašen ga pa, je, da imaš 4 kolesa pa volan. Ja, srečno pri izbiranju. Mogoče pa sem 2 kilometra stran, bi pa tudi z e-skirojem šlo, ne, sploh ne bi imel avto, ne, na tak način. Tako da, to je nekako predpriprava na vse skupaj, no, malo se spoznamo prek tega, spoznajo, na kak način jaz razmišljam ali pa delujem, pa tudi recimo je lahko ti ful v pomoč, ko se na to začneš pripravljati, no. Koliko ti je pa pomemben, da se stranko ujamaš? Jaz sem delal en čas videoprodukcijo in se mi je zgodil parkrat, da smo bili stranko že na prvem sestanku na toliko oddaljenih bregovih, da sem rekel, lejte, gospa, jaz se pa žal tega projekta ne bom lotil, ker nismo na isti frekvenci. Z vami nič narobe, z mano nič narobe, sam mi je... A ti je pomemben, ker interijer, moš ti najprej človeka, zdaj bom mogoče malo pretiraval, no, ampak moš ga ti ujeti v dušo, zato da ti zanga skreiraš to, kar je njemu všeč, tako, ja. S tem, da on še ne ve čistočen, kam mu je všeč. Tako, se zato pravim, ne, če on prej pripravljen, je to veliko lažje, drugače pa največji izziv je to, vidim jaz recimo do zdaj v teh, ne vem, 3 dobrih letih, nisem še imela nekoga, ki bi, da se ne bi, vse z enimi se bolj, z enimi manj povežeš, čutiš energijo, ampak nisem še imela koga, ki bi bil čisto tak off, da bi mu rekla tak, da res ne čutim sodelovanja ali kaj. Zna pa biti izziv, ko recimo pride z nekim čisto drugim stilom, ki je tebi blizu, ne. Zdaj, ti kot dizajner se prilagodiš stranki, to, kar ona hoče, jasno, ampak recimo medva sva bolj naravnana na tak kmečki stil, na kakšne barve, te zelenkaste, nežne, na toplino lesa. Potem ti pa pride nekdo, ki je res čisti minimalizem, bela, siva in je mogoče malo težje se bolj nama, ko to pripravljamo, vživeti, sploh če stranka še od začetka nam ne da ful nekih istočnic ali pa kakih slika je všeč, je mogoče z te strani težje, ker ni toliko to nama blizu, ta stil, mogoče v tej smeri, drugače pa absolutno, tudi jaz mislim, da če bi res zdaj nekdo prišel z nekimi čisto X
pogledi, da tako, ko se na prvo, da se ne začutim ali pa neki, bi najverjetneje tudi rekla ne, ker enostavno ne bi nikamor šlo, no. Težko bi bilo pol, ker mi smo recimo konstantno na vezi, ne, v komunikaciji s stranko in imaš to komunikacijo, imaš ta stik, ni samo, da on tebi predaje, evo, Tloris, to so mere, ti njem vrneš, evo, to je to, hvala lepa, adijo, ne, sploh ni to, ne. Če bilo tako simpel, bilo luštno. Ja, tako da je pomembno, no, da se povežemo, ujamemo, da pol tudi komunikacija naprej teče, da razumejo oni nas, če kdaj, ne vem, ne uspemo do roka, če se karkoli zgodi, razumem jaz njih, sploh ni problema, ravno zdaj sem imela tudi eno tako situacijo, ko smo poslala izris, pa so oni nam nazaj komentarje, kaj še uskladimo, pa smo poslala drugi izris, pa se je pa pač stranki zgodilo življenje, mali otroci gradijo hišo, vse in nekako ne pride zraven, no, da pregleda še to, če je to, da sfinaliziramo in mi glih napiše tako v sporočilo, jaz se najverjetneje delujem čisto neresna, pa neodgovorna, pa to. Zakaj, vsem se nam zgodi življenje, vsi smo ljudje in jaz to razumem in ni nobenega problema, dok se lahko tako normalno skomuniciramo, dok smo obe na isti valovni, da si povemo vse, kak je normalno, ni nobenega problema, tako da je pomembno, no, da je ta neka energija med nami, ki je dobra, ki teče. Ja, če bi več ljudi tako razmišljali, bi bilo v gradbeništvu bistveno manj izzivov. Ja. Tako je pa mojstri včasih težko priznajo, da imajo narobe, ne? Ja. Ker če to naredijo, pa niso mojstri, Ja, pa je mojster, stvar ega. ja, to je res. A ne, ker če bi poklical, lej, Ja. ne vem, 3 smo ali pa 2 sva, poškodoval se je ta drug, sam sem za vse, meni je zelo žal, stvari stojijo. Ja, tako. To imaš pa, a ne, odziv stranke, ki gre lahko v 2 smeri. Ja. Lahko te pribije na križ, ker on je zdaj tebe plačal. Ja, in ti to moreš. In, a ne, ja. v življenju smo sami sebi najbolj pomembni in kako se to gre, mene ne zanima, avans, in, a ne, imaš to, Ja. lahko imaš pa, razumem, kdaj bomo lahko in pol je takrat, a ne. Mrsker mojster se pa ujame, vsa se je bil zanko, no. Ja. Glih zanče razlagal en prijeten fant, ki so keramičari, Čotar bila, imate kontakt. Super. Je pa rekel, ne, prav, ko so se pogovarjali, zakaj, kdaj je košenga ni, ne. Prav, eden izmed stvari imaš tudi mojstre, ne, jemlje objekt, zato da je polhan, pa gre pa narediti unga, ki ga je najbolj šprdal. Sam začne, da si nekako zasigural ali pa na to fora mogoče, ne? Odpre 5 front, Ja, ne? 5 Ki front, ve, da jih ne bo mogel pa pokrivati, greš pa na jasno. uno, Ja. ki je najbolj obetavna, Tako je dobičkonosno, ja. pa če imaš čas, pa Ja. poflikaš, a ne. Ja, ja, No, ja. na neki točki je treba tudi zastopati, da, a ne, ker si ti mojster, pa če mi, ki smo pa prav ustrenci, delamo na terenu in gor in dol, ne. Pri nas je trenutno 5 zaposlenih in se treba pa tudi zavedati, ne, da jaz pridem nekam za en komarnik, ne. Ali bo ta komarnik svinjsko drag, sam pa me ni reči, da sem zlatar, ne. Ja, jasno. Ali pa bo treba več naenkrat, ker če ne, je treba pa tudi razumeti matematiko na drugi strani, da ne moreš preživeti, ne. Da če hodiš sam te malenkosti delati, da dejansko konc meseca, ki treba pol prispevke plačati ali pa plače dati ali pa stroške pokriti, pa ne moreš v te drobnarije živeti, ker premaljeno. In to je točno situacija, evo, se bom zdaj super lahko navezala z izkušnjo, ki smo jo midva imela, za katero jaz rečem, bodi človek. Urejala smo eno garsonjero v Mariboru in predvidena je bila klimatska naprava, da se na klimo to gre in hladi, manjši kvadrati, ne. In Ivan pošlje na eno firmo povpraševanje za klimo. To dobi odgovor, vse se z mojstrom zmenta, petek ob 8 jutro v Maribori. Ivan gre petek ob 8 jutro v Maribor, mojstra seveda ni, ne. Ga kliče, ne vem, ob 10, 11. Ja, nekaj mi je skočilo vmes, pridem ob 12. Misliš, da je prišel? Ni prišel. Ne, zato, ker verjetno tam, ki je tisto, kar mu je noč skočil, je dalj trajal, kakor je pa mislil. No. Nič se več ni javo, recimo. Nič se več ni javo, ne. In
jaz, ko gledam na situacijo in jo razumem, je to, da je to večja firma, da se njim ni splačalo za eno našo klimo hoditi v Maribor zrihtati. Jasno, totalno mi je jasno, biznis, vse mi je jasno. Ampak zakaj tega nisi mogel odkrito mi povedati takoj na začetku? Ali pa, če ne moreš mi reči, oprostite gospa, eno klimo imate, mi imamo pa tam objekt za 100, valjda bomo šli tam. Vsaj reči, veste, smo pa v naslednje pol leta ali pa leto totalno full book, zasedeni, ne bo šlo. Da mi da vedeti med vrsticami, če ne moreš mi direkt povedati, ne, kar mi je jasno, še enkrat poudarjam. Saj na tak način, zakaj me zavajaš, da jaz pridem, te čakam, že mislim, ok, smo dogovorili, že mogoče celo obklukam, tole stvar smo rešili, bo se speljala, ne, imamo še eno stvar pokrito. To je to, ta način komunikacije, ki ga jaz imam, lahko rečem za sebe, da imam, da povem tako, kak je pač na normalni človeški ravni, ampak povem jaz neko tako situacijo, sebe ali pa svojo stranko nikoli ne bi mogla pripeljati, ker če vem, da ne bom pač mogla ali pa da mi ni kakorkoli, ni profitabilno, karkoli, ti bom to povedala. Ja, vse tako, kot so prej začela. Ne. V gradbeništvu manjka neke te, ne vem, pa mogoče iskrenost ni ta prava beseda, no, ampak to, da si z večjo lahkoto povemo težke stvari, ker je pa to, mislim, težek posel. Živ je, no. Ful je živ. Sigurno. Pa ogroman je odvisen od manjših playerjev, a ne? Sigurno. Nepredvidljivo, treba se prilagajati, vse je to jasno. In če smo mi sposobni to skomunicirati na nekem človeškem, normalnem nivoju, je to to. No, jaz moram reči, da sicer se nam to zelo poredko dogaja. Sam se mi je tudi že zgodil, da sem bil na izmeri, pa se je pa zgodil še 5000 stvari in je bil, ne vem, primeren majhen okenček. In kar nekako skozi svoj urnik nisem mogel priti do tega, da bi to naredil. Ja, ni bilo smiselno. Mogoče mi recimo v tem primeru sam žal, da nisem, ne vem, takoj naslednji dan stranke poklical. Rekel, lejte, izmero vam damo gratis, dajte prosim najde drugega mi. Tako, no, to hočem povedati. To, se pusti čakati, sicer no, to se nam je zdaj, meni se je to, ne, če se mi je dvakrat zgodilo. Ta reč, ne, to, kar so se že prej pogovarjali, to je, ne vem, ker imaš kar občutek, da moraš kar pomagati, a ne, pa kar ustrešt, pa a fora je, da ti na nek način lahko negativno vplivaš na svojo kredibilnost, po drugi strani ustvarjaš slabo voljo, ustvarjaš nezaupanje človeka do človeka in na koncu tega v resnici noben nima nič, ker ta klima je pa v resnici pomembna, pa ni pomembna za življenje. Tako, točno tako, ne? In to, ja, bi apeliral na to, da dajmo si več povedati tako, kaj je. Tako, ja. Imam pa občutek, da kle v gradbeništvu se fulkrat igra neka ta vloga egov in, a ne, vemo, da smo ogromno imamo inženirjev, pa teh mojstrov, pa ljudi, ka ne, ti noš meni govoril, jaz to že 30 let delam, a ne, pa ne, sej jaz to čist štekam, sam, a to pa se mogoče, a ne, ja, še sem je očeta, ne, to. A ti kva pa, a ne, sej ti kot otrok, dober, do ene mere si naivan, a ne, pa govoriš bedarije, to je dejstvo, a ne, ampak si proaktivan, a ne. Ja. In s takvim načinom te mojstri so marsikjermo tudi volo ubil, bi verjela. V teh službah danes imaš pa tudi svašta, ne. Ja, pa preobremenjeni, pa to, pa pa tret, na konc pa jaz dajem poudarek, tudi ne vem, tamle gor nam piše pa na predračunih, ne, vsak uspeh je plod skupnega truda, ne. Ja, definitivno. Kjerega truda pa, predvsem truda na komunikaciji, pa na iskanju razumevanja. Saj zdaj, če sem nekaj slabo naredil, daj povej mi. Ja, jasno. Daj povej mi. Boš se naučil za naprej. Ja, nobeni popoln. Jasno. A ne, pa včasih večkrat pridemo v debato, ne, da mi smo v delu roka, ne. Tako. Lej, človeški faktor je prisoten, tako, in ne, vemo, kaj to pomeni. Lej, en dan bom, ne vem, a pa tako, 85% časa bojo moje fuge pokitane, bojo BP, 15% časa
A ni dan tak, a sem se udaril, me roka boli, a je mogoče, ne vem, kit ni bil primeren, pa je bila serija napačna, pa sploh vedel nisi. In klej je treba iskati razumevanje. Ja, točno to je. Mislim, mi dva se lahko zdaj o tem pogovarjamo, ker smo oba na podobnem mišljenju, podobno, pa tako smo že rekla, naletiš pa pol na sogovornika, ki je ego v spredju ali pa nekaj, tam je pa malo težje mogoče. Ja, tazga težko sem dobim, ker nam telefona dvignem. Ja, teh zgodb je ogromno. No. Ja. Kaj vaja pa najbolj veseli pri tem modelu, ki ga delate? Po moje kar rezultat na koncu, ko se stvari končno zložijo skupaj, ko nastanejo in pol ljudje začnejo to uporabljati, zaživeti in tisto, pa ne toliko navdušenje, veselje, ko recimo mi da ful rada dama, ko nas vprašajo, kaj je drugače pri nas, ne, nariši ti pač lahko vsak, ki se s tem ukvarja, ne, začutiš, da je to oseba, ne, tako, kaj je drugače. In jaz bi rekla, da mi dva res želimo dati poudarek, ne samo, da je lepo, ker danes po moje preveč vsem tem Pinterestom, Instagramom, važno, da je lepo, da vam lahko se pokazal z lepo fotko, važno, da je funkcionalno prilagojeno tebi, ki tam živiš, ne. In recimo nič ti ne pomaga najlepša konzolna mizica v hodniki z največjo vejo, šopkom, rož, če imaš ti tam 5 blatnih škornjev, ki jih nimaš kam pospraviti pol, recimo, ali pa obležijo sred prostora. In nekako, ko se čez pogovor ali pa ko že stranka dost ve, pa pove, jaz jih zmer vprašam, kakšen je vaš način življenja, ne vem, kakšne posebne hobije, ki zahtevajo kakšne posebne, ne vem, predmete, rekvizite, karkoli, da probamo res to, kar si ti, dati v tvoj prostor in pol, ko res ti s tem živiš, ko ni treba, ne vem, za vsako premikati mizo, pa vleči nekaj sem pa tam, ampak ko mogoče najdemo mesto, da se sam kaj odpre ali pa kakorkoli, da lahko delaš stvari, ki jih imaš rad, da je to nekako pol najbolj tista sreča, ko vidiš, da ljudje pol to uporabljajo in da je prilagojeno njim in da so zadovoljni, tak nekako, ne samo tisto navdušenje, wow, to je pa zdaj res lepo, ne vem, te ploščice pa lepo pašejo sem ali pa nekaj, ampak ko dejansko res lahko živijo svoje življenje tam notno. Ker z materijala rata dom. Tako, recimo, ja. Ko jih pol okolje podpira pri njihovem vsakdanjiku, na tak način. Pravi, ne smeš biti sužen lastnemu domu. Ja, tako. Midva smo tudi, recimo, imam tudi en video, ki je tudi požel mešane občutke. Dobro, zdaj sicer ni več to toliko aktualno danes v dobi teh pomivalnih strojev, ampak midva imamo zraven pomivalnega korita eno v marcu, ker je odsejevalnik za posodo, ki se potegne ven, naloži in pospravi. Pač mi smo lahko kuhno v piku pospravili, ampak tisti kup posode, ki se je tam odsejal, se je tam odsejal. In pač, ker je naj to motlo, je Ivan pogruntal idejo, da smo tisto dala nuc. Se tisto zapre, pospravi in je to. To nama funkcionira. Nekdo mi je pa napisal, joj, škoda prostora, kaj vse bi lahko tam dali. Mi dva imamo, ne vem koliko, 5 metrov kuhne, vse skupaj. Mi dva imamo dost predalov, še preveč za vse, še preveč se polnot nabere vsega. Mi dva imamo dost prostora, ker smo si tako zastavili, ker smo vedela in nama tist en predalnik ne igra nobene vloge, nama pa pomeni to, recimo, da je to pospravljeno. Nekom drugem, čist kontra in to je to, kar hočem povedati, ne? Ja, vsakmu svoje, ne? Pa tako. Ni prav pa narobe. Tako, točno to. Ni ene stvari, ki boš rekel, da je prav narobe, če za tebe to funkcionira, je to za tebe prav. In to je pol, ko pridemo do tega skupaj in bolj dejansko začne to živeti, je to največje neko zadovoljstvo, no. Bolj kot vse lepe stvari, ki jih damo na kup. Pa ta hvaležnost, ko ljudje pokažejo. Ja. To je tudi fajn, recimo, se pravim, tisto odziv, ko vidva ve tako, ki je zdaj to meni vsega prehrano, tudi da se malo tudi zavedajo, ne, da zdaj bo pa res mogoče lažje, ko bo šel na pogovor k mizarju, pa že bo on tam vse točno videl, marce vse imel mere, bo ta se veliko lažje konkretno pogovarjala ob skici, ko pa če bi šel, jaz bi pa imel tam neki, ne vem, ja, mogoče, omara, predal, ne vem, ne, ta jasnost pa to, da... Ja, ko se začnejo zavedati, da si jim dejansko pomagal, ne, pa so še hvaležni za to, to je
tak dober občutek, no? Za nas in za njih. Pa v bistvu ta funkcionalnost prostora je kar velik del tega, kdo vidva sta verjeten. Ja, Tudi absolutno. po mislim, Ja. to prodaja. Tudi, Ja. če je tam, kaj je verjetno funkcionalnost pa optimizacija. Ja, tako, mislim, Nič ni kar za to tam, samo zato, da je lepo. ne, glej smo se pogovarjali o tem, da so kvadrati dragi. Vemo, kako Ja. je stanje na... Pa še gre gor. Ne. Zdaj pravijo, da je spet, bojo šle cene gor. Aha, no. Torej, kvadrati so zelo dragi, naše želje in potrebe pa niso male. Ali pa recimo količina stvari, ki jih imamo, ni mala, vsaj v večini ali pa kakorkoli. Ne? In nekako lovimo to smiselno, da res izkoristimo, kar imamo in pri tem, da izkoristimo vse kvadrate, prostor, ki ga imamo na voljo, pa da uspemo dati vse, kar nekdo si želi, ni nujno, da rabi, ampak si želi, ne? Je bolj res ta funkcionalnost pride v spredje, da res izkoristimo vsak kot, vsak, ne vem, višino, karkoli, kar imamo na razpolago. Bi rekla, da itak je interier, se gre da je lepo, ne? Ampak predvsem je res tudi ful pomembno, da je zraven še funkcionalno, no, da se na to ne pozabi, ker se zna zgoditi, da pozabiš na funkcionalnost v zameno za lepoto, kar pa pač bo super za sliko na družabnih omrežjih, na dolgi rok za življenje pa ne vem, kako boš zadovoljen čez pol leta, ko boš... Ja, zmeraj je fascinantno, kako narediti lepo, pa da je funkcionalna neka. Mislim, Tako. zelo je simpel to početi, ko imaš ti kvadraturo. Tako. Takrat ni noben problem. Vse je lahko Normalno. funkcionalno, vse je lahko položiš, lepo. zložiš, kaj rabiš, to je to. Problem pa je, ker si ti, ne vem, 56 kvadratov, Ja. zdaj ne bo pa lepo, pa funkcionalno, pa še ful bi imel rad kot enega praznega prostora. Ja, pa dva delovna kotička, oba delamo od doma, ne, vsak bi svojo. Ja, ne, klele treba nekakšen kompromis vzeti, ne. Ja, jasno. Ja, ja. Je to drugače zahtevna naloga, ki ste se spravila. Ja. Kako pa vidite to, koliko je to zahteven delati? Ker mrzdo bi si zdaj mislil, a ne, kaj pa je malo narišeš, malo postaviš, a ne, tam, kaj pa rabiš za krožnike, pa za vilce, pa ne, kle nekam rabim, da triš, pa kruh, pa za copate, pa se že, a ne, Pa je vemo pa, že- da ko začneš v robo stanovanje nositi, da Tako tega je, je ni konca, ogromen, ni kraja, ne. ne. Ja. Ja, se pravim, to je nekako. Vse te zgodbe je ful pomembno, da jaz ali pa pač midva, da dobro vemo, kakšne so tvoje potrebe, da te spoznamo prej, ne, ker pol lažje prilagodimo tem, kar rabiš, sigurno. In je to kar izziv, no. Sploh tudi včasih stranka nima dobre predstave. Ona ve, da je, ne vem, 5x4, da ima tamle 20 kvadratov, ampak to v mislih kar leti. Tam bo omara, pa pisalna miza bo prišla, se bo še plat za eno komodo, pa bo še tam šlo, pa dajmo še en kamin na uno steno, mislim, da bo tam super pasal. In pol, ko ti vse te elemente tam odpreš program, pa vse te elemente daš not, že samo tako nametani ne pašejo not, kamoli, da bi to lepo zložil, da bi še to bilo očeso prijetno, pa to, tako da včasih je kar treba koga postaviti na realna tla, da prostor je tak, da mogoče bo treba kompromis ali pa nekaj dati na stran ali pa mogoče kaj druge najti prostor, kakorkoli, da ne bo vse šlo. Ljudje kar jim manjka tega občutka, no, in zato tudi bolj rečem, ko dobiš nek 3D v roke, si lažje predstavljaš, vidiš, tu pa je zdaj vmes dost osko, je sploh še primerno za prehod ali pa take stvari, ne, ker imajo kar težave s tem, no, tako da imamo včasih kak izziv s kom, ki bi imel vse na 30 kvadratih. Ja, pa nekako tvoja odgovornost, da ima on premalo kvadratov. Ja, Ja, da ne gre vse nujt, ne. ne gre, ne. Mrzkaj se da, ne. Ja, Mrzkaj se da. sigurno, z dobrimi rešitvami pa sploh danes res najdeš lahko rešitev za bilo kaj, ne. Tako da se vse, ampak ja, je pa pol spet iskanje, ne, da se najdemo nekje na skupnem imenovalci. Kaj, koliko? Pa ta vajna storitev, kaj obsega samo 3D modeliranje, pa da imate zrisan pa render, ali tudi, da v bistvu ponudita mojstre, pa izvedbo, pa izbereta pohištvo, pa v kakšni širini se lotevata servisa za stranke? Letos se nama je ponudila priložnost, imamo tudi svoje mizarje, s katerimi sodelujemo. Tako da to smo šli od letos, drugače pa primarno smo začela samo z izrisi.
3D modeliranjem. Potem lahko seveda tudi konkretno izberemo, če so to kosi. Jaz vedno vprašam stranko, bo izdeloval mizar, bo vse pomeri, ali ste bolj za neke kose, da že probamo najti glede na stil, ki vam je všeč v trgovina, da sam greste, kupite, zložite. Tako da tudi tele moodboarde z linki damo. Je pa nekako, to je pa želja moja, pa cilj za naprej, da bi nekako imela komplet svojo ekipo, trenutno jo nimam z mojstri, recimo pokrite vse področje, da bi pa imela komplet svojo ekipo, ker bi pa lahko res od A do Ž speljali mi, da prevzememo vse skupaj in da imam jaz ljudi, za kere vem, da se lahko zanesem na njih, da bo to tako, to je pa želja za naprej. Trenutno, evo, ustvarjamo z mizarji take zgodbe, tako da bomo imeli ta del recimo pokrit, pol pa še naprej želim, da se bomo nekako širili, še kakega vodovodarja, keramičarja, da bomo lahko komplet pokrili. Trenutno pomagamo zraven, nismo pa v tem, sploh če so kaki recimo kraji izven naše regije, da bi prevzeli iskanje mojstrov, pa to, ker to je na koncu le odgovornost. Če jaz zdaj pripeljam keramičarja, pa ne ve, kaj dela. Tako da načeloma rečem stranki, da si poišče, smo pa mi vedno na razpolago tudi, recimo, če kak mojster rabi kako dodatno pojasnilo iz skice, kakorkoli se obrne na naju, pa če je to del tega, kar je najna storitev, to z veseljem smo na vezi, pomagamo tudi v trgovino, kakve vzorčke rada gremo strankami, če želijo zraven, da si pogledajo, primerjajo v živo, probajo, pa mogoče svetujemo, kar je nama všeč, pa se bo lažje odločijo na tak način. Tako da želja je po celotnem paketu, trenutno pa še ni. Ja, sej. Ja. To traja. Zbrati dobro moštvo okoli Sigurno. sebe. Ker res si želim, da če bo enkrat tak, da bo to res ekipa, da bom jaz 100% na njo, da bom vedela, da se lahko zanesem, da je to, da ne začnemo s težavami že na začetku. S takimi, ki ne bi bilo treba. Ja, hitro zakomplicira. Ja, sploh ne vem, da zadnjič enkrat smo se pogovarjali, da največji problem je v inštalacijah, ki so nevidne. Tako je. In če nimaš tam zanesljivega človeka, ki te stvari delaš, je to lahko riziko, ki na ujutr viden. Ja. Pa ne po jutrišnjem. Pa zdavni bo že imel rok garancije. Tako je. Pa ti lahko en fitting gre, pa imaš težavo. Ja. Pa voda v sten. Voda, ja. Več stanovanjskih stavbah, voda k sosedom in podobno. Ja, tako, gradbeništvo, kakor je po en stran hec, pa se malo igramo, po drugi strani. Vseeno ni, ja. Ja, je pa to zelo hitro, gre marsikaj narobe. Jasno, in pol je na nek način to temelj za vse naprej, Recimo, mi dva pol delamo naprej od tega, Ko so postavljene stene, ti gradiš na tem in se pozna tudi, recimo, ne vem, napake, kakorkoli. Vse to vpliva za naprej, Jasno, potegne za seboj. Fascinanten. Je, če je res. Vzame pa to velike energije, nivelirati se z ljudmi, pa ugotavljati, kaj bi bilo za njih najboljše. Različno, se pravi, meni takoj vejo, pa ja. Eni pa kar, in moraš kar pomagati, da so pol na koncu zadovoljni. Večkrat že je bila situacija, narišema prvo skico, ne vem, prvi predlog tlorisam, joj, pa še ni točno to, pa drugi, pa mogoče bi še to zamenjal, pa zamenjamo, pa tretji, pa se pol nazaj vrne z nekim predlogom, z idejo, se mi dva sam pogledamo, pa še enkrat prvega pošljemo, ker bolj spet pridemo na prvo verzijo, da je to bilo to, tako da je kar nekega usklajevanja, ampak vse na koncu je pač želja, cilj, da je stranka zadovoljna, se bo ona na koncu živela tam, uporabljala prostor kakorkoli, tako da ja. Ja, na koncu mora biti zadovoljen. Ja, samo točno je pa včasih težko zadovoljiti. Spet smo pri človeškem faktorju, delo z ljudmi, spet odvisno, na kak dan ga dobiš, kak je pripravljen, od vsega skupaj. Ja, zagotovo. Ja. Ja, se imaš posod te usporedence, samo občutek, da pri tem domu so včasih ljudje še bolj občutljivi. Ja, sigurno. To je moje, v resnici njemu govoriš, kva ne ima, po drugi strani pa to je moje, tako bom, ko bom jaz rekel, čeprav bo lahko čisto falen. Ja. Sej večkrat pač
Veš, mi dva nekaj narišemo, pa se nama zdi res dobro, smiselno, izkoriščen prostor, ampak ker si on zamislil drugače, pač ne ustraja, da ne vem, bo pečica tam, čeprav mogoče ni najbolj optimalno, ne. In okej, se mi prilagodimo, se je tvoje, ti boš to uporabljal, ne. Pa se ti, ne vem, mogoče se ti jo pa čez pol leta pa izkazalo, da pa vseeno bi bilo boljše, da je tam ali pa kakorkoli, ampak ni, da mi zdaj veš tisto strogo ustrajamo pri svojem, ker tako pravim, delamo za tebe, da bo tebi na koncu všeč, ne, da boš ti zadovoljna, ampak ja, je že se parkrat zgodilo, smo res malo ful zadovoljna, smo dala ful truda, res so ful lepi renderji ratali in tudi ful funkcionalno, res smo sploh v takih mansardah, ko res loviš te kotičke pa pod streho pa vse, smo sestavila skupaj krasno kuhno, je bila elegantna vse. Na koncu je pa pač odločil stranka, naročnik pa šel v dan kuhn, pa naročil sem en tam sestav, pa ga gor dal v redu, če si ti s tem zadovoljen, je to. Ne? Ja, itek si na koncu vsak mu svoje, ne? Ja. Kako pa zgleda vajna povprečna stranka, pa kdo so ti ljudje? Ne poimensko, ampak tako, koliko so stari, navade? Jaz bi rekla tam, da nekje med 30-40, tu nekaj mogoče še kako leto gor dol. Dosti je v zadnjem času bilo novogradenj, da so nas poklicali v neko hišo, ki je po vsej verjetnosti bila tipska, zbrana iz kataloga, postavljena, stene so stale, vse je bilo, pa smo si šli dizajn ali pa nekaj takega, mogoče že kako korak, dva prepozno, bi rekla. Itek, inštalacija je narejena, ne? Tako, ja. Voda je tanka je, elektrika je tanka je. Tako. Drugače so pa to predvsem naše stranke in najne in meni je recimo všeč, ker se mi zdi, da tudi na tak način nekako komuniciram, da dajem tako sliko. Midva se ne gremo, še trenutno ne bom rekla za naprej, ampak po moje ne, ker tudi sama nismo taka človeka, midva se ne gremo nekega high-end dizajna, norodragih kosov, nekako nismo v tem, no. Midva imamo rada dostopno. Za take običajne, preproste ljudi, za nekoga, ki si bo to pač lahko privoščil, ne da bo vse skupaj, ne vem, šlo čez meje, tako da bi rekla, da so taki navadni, preprosti delovni ljudje, ki pa vseeno imajo malo že kanček nekega zavedanja, da se stvari, če malo premisliš o njih, dajo postaviti funkcionalno pa lepo, tako da bi rekla tak nek ta srednji sloj, to se ne čuje prav, ampak ja, recimo, ne. Zelo dober price value razmerje. Tako, na tak način. Pa da je affordable, da še vse je, ja, dostopnost. Tako, nekako na tak način. To je plemenito drugače, lepo. Tako, na tak način in mislim, meni je okej delati s takimi ljudmi, ker smo na podobni valovni dolžini, oni vejo tudi, kaj bojo od nas dobili, da jaz ne bom njim pol tam v moodboard naložila kose, ki mogoče si glih 5 lahko od 20 privoščil ali pa nekaj, ne. Tako da na tak način, no to je trenutno nekako, so tu ljudje, ki nas obdajajo in ker dosti tudi naših domačih koncih povpraševanja, tako da tam pač živijo na podoben način kot mi in to in se nekako razumemo, vemo, kaj pričakuje, kaj si želijo, tako da je še lažje delati iste s tem. frekvence. Ja, tako drugače pa večinoma so to kar družine, no. Je bilo tudi že nekaj parov, ja, brez otrok, ampak večinoma so to kar družine, no. Da si pol postavijo ali svojo hiško novogradnjo ali kako tudi stanovanje kupijo, pa pol maksimum želijo potegniti ven iz stanovanja, da ga opremijo, da je res izkoriščeno. Če mi pa rekla, da je glavna razlika med Ikejnim pohištvom pa pohištvom po meri? Ja, definitivno pač po meri si ti do zadnjega centimetra izpolniš svoje želje, ne. Narediš res točno tako, kak tebi paše, nimaš omejitve, dejansko lahko karkoli si zamisliš, tam si omejen z merami, z izborom, z dekorjem, z vsem, ne. Ti je všeč nek profil, neka vratca, nimajo v tisti barvi, ki si jo ti želiš, ali pa ne vem, so 30 centi previsoka, za tebe ne gre, ne. Po meri pa se lahko res prilagodimo točno tebi, naredimo prostor točno za tisto, kar ti rabiš, recimo, ne vem, imaš šivalni stroj, šivaš, točno ga zmerimo, ga umestimo tam not, je to skoristimo vsak centimeter, gor se že nadaljujejo, ne vem, police za blago, zmišljujem se na tak način.
Tako da je res 100% prilagoditev tebi, medtem ko si v teh, recimo, že obstoječih, ne, ko si izbereš, pa vseeno moraš mogoče kdaj kaj žrtvovati na račun tega, da je tisto že kako je, da ni čisto prilagodljivo tem, kar bi ti rad. Se pa dajo narediti ful dobre kombinacije, tudi to smo že delali in pri nas in pri drugih z nekaj od tu, pa malo pokombinirati, pa se pa da mogoče neka srednja pot ubrati, ki pa tudi ni tako slaba. Ja, kad delaš, no, če imaš samo v kreative ali pa če nekdo riše zate, je pohištvo pomeri, ne gre se. Prvič se mi zdi, da je kvaliteta same izdelave čist neki drugega IKEA. Sigurno. Pa niti ne toliko dražji. No, nisem, ker ga mizarja vzamaš, Ja. ampak Ja. ni več toliko razlike Ni takšen v ceni. razkorak, ja, med enim pa med drugim, se strinjam. Kolikor ti dajo, ne vem, dobro, no, reklame delam, ampak ne vem, IKEA, Momax in te, a ne. Ja. Kvaliteta v teh verigah se slabša, to je dejstvo. Ne, Edino, kar je to, da je instant, ne? Da je na zalogi, ker jaz bi rad danes in imaš danes, ga moraš pa čakati, a ne? Ja. Pa še to mizari vemo, da znajo kakšno stvar montirati tudi več tednov skupaj. Tako, imaš ta moment, res je takoj, ne, da si propelaš, se strinjam vsem tem, ja. Pa manjši, ki so kvadrati, bolj je pomemben, kako izkoristiš prostor. Absolutno, to pa sigurno, to smo pa tako že prej prišla do te ugotovitve, tako da sigurno tam pa sploh. Kako pa, recimo, to je zanimiva debata, zdaj, jaz precej arhitektov poznam, pa ta gradbeni sektor, pa gor pa dol. Kako pa vidite to, da se ukvarjata z interierjem, pa v bistvu nista, ne, sta primerna, ker to delata, ampak nista kvalificirana po PS-u, da to lahko delata. Kako pa vidite to? Poznam, eden od poslovnih partnerjev je en arhitekt, ki imajo biro že stari, kaj jaz. In je zelo tako, zdaj kar vsi skačajo v arhitekturo in se ukvarjajo z interierjem, in interieristov je res velika. Res je. Pa imaš šola za dizajn, pa imaš arhitektura, notranji dizajn, a ne? Ja, pa imaš pa še ljudi, ki tudi jaz sam obožujem interier, pa nimam blage z njemu v končni fazi, ampak celo stanovanje, ves pohištvo, vse sem si zrisal sam. Kako vidiš to sceno danes? Jaz sem na začetku kar imela sama glede sebe pomisleke, kako se naj zdaj jaz predstavljam kot nek interior designer, če to nisem po papirjih po nečem. Po drugi strani si pa razmišljam, da moje delo, tako, ki ga upravljam, ne more prinesti neke dolgoročne škode, v smislu, nisem jaz nek statik, da ti bom jaz zdaj povedala podrito steno, čeprav ne vem, če je nosilna ali ne. Največja težava, kar bo, je lahko to, da to, kar ti bom jaz naredila, ti ne bo všeč in pač si boš mislil svoje, ko boš ploščice dol trgal, recimo, ampak s tem jaz tebi nisem naredila neke take škode, ne vem, kakve nepopravljive. In sem imela kar od začetka sama seboj vprašanja, debate glede tega. Pa začneš dobivati feedbacke, pa vidiš pač, da imaš smisel za to, da to, kar narediš, je ok, da pije vodo ljudem in nekako pol ti to da samozavest, da veš, kaj delaš, čeprav nimaš uradnega papirja za seboj. Se pa jaz nikoli nočem primerjati, ni dajati v isti koš res tistimi, ki so dejansko celoten proces šolanja za to naredili. Se mi pa zdi, da te pač, ne vem zakaj, ampak zdi se mi, da tisti, ki so kompletni proces šolanja naredili, da so nekako ukalupljeni, da mogoče malo jim manjka, mogoče delam krivico, ne vem, ampak tisti, ki jaz gledam, da jim malo manjka neke svobode, kreativne, glede vsega skupaj, da prevečkrat grejo vsi v podobno smer. Ne vem, saj jaz tako vidim, lahko da je narobe, pravim, da ni mus in se mi zdi, da smo nekako mi, ki to delamo, ki imamo smisel za to brez učenja, da nekako mogoče malo smo v različnih smereh in da pač tudi to stranke bolj prepoznajo in da tisti, ki želijo tak, se obrnejo tam, tisti, ki želijo tak, se obrnejo drugam. Bom pa rekla tudi, da smo že 2-krat ali 3-krat popravljala skice arhitektov.
pač enostavno dobila, poslala nam je stranka skico arhitekta in nekaj, jaz s tem nisem zadovoljna. Dajte mi malo popraviti. In smo spremenili malo. Midva recimo brez formalne izobrazbe na konkretne, ne, celega procesa šolanja za to, smo popravljala skico arhitekta. Se je že zgodilo. Pač meni je to čist, ni da zdaj bi rekla nekaj, sploh nisem taka, da bi zdaj to ven metala sistem, hvala karkoli, ampak se je zgodilo in tako pravim. Mislim, če človek šolo naredi, še ne pomeni, da, a ne. Tako pravim. Jaz mislim, da jaz dosti jasno komuniciram, kaj delam, kako delam, kak je moja smer, moj stil, karkoli, in da se bolj tudi najdejo ljudje, ki jim je to všeč, s katerimi pridemo skup, da pač za koga pa to ni, da že kar na začetku tako malo jasno vidi, da pač to nisem jaz, pa se obrne drugam in je to super. Mislim, da je ful notranjih oblikovalcev, danes sigurno jih je ogromno, porast pa vsega, je pa tudi toliko različnih, po moje, ljudi, karakterjev, želj, strank, ki iščejo, tako da po moje se kar lepo razporedijo, no? Vsak najde nekaj za sebe, bi rekla. Ja, kaže, da a ne, primarna stvar je to, da si lahko na isti frekvenci kot stranka, a ne? Ja. Se pravi, podobno okolje, podobno razmišljanje, podobne navade, da ti lahko skreiraš nekaj tazga. Tako. Načeloma je bil pa prostor zmer domišljija človeka, ne pa šole, a ne? Ja. Se pravim, zdi se mi taka stvar, ne vem, če bo to zdaj prav, če bom prav povedala, da lahko to delaš brez formalne izobrazbe, recimo ne morem jaz biti zdravnica, biti nekoga operirati tam kar tako, ne, ker mislim, da imam žilcu za to, ne. Ja, pa tudi ne posegamo neko, ne vem, infrastrukturo, tako, ja, to, ker ne začneš svetovati, to steno kar podrija, ne, tam imaš pa... Dokler pa jaz tebi dam moj predlog, ne vem, kjer je 2 barve, pašijo skup, pa kje me je omaro, pa kje predal, pa si ti na tem navdušen, pa zadovoljen, pa ne. Ni to na zdaj tak način, življenjskega. tako. Je življenjskega pomena, tako, ni pa, da bi s tem tako, ne bo pa kamorkoli nepopravljive škode zaradi tega nastalo. Ne. Ja. Če jaz ne bi naredila dobro, ker nisem za to kvalificirana po papirju. Ja, pa če že vnaprej poveš, spet sva pri transparentnosti pa komunikaciji, bilo je tako, če češ, če ne, pa nič hudega. Jaz sebe recimo nikoli nisem predstavila kot notranjo oblikovalko z formalno izobrazbo od zadnje nekaj, ne, recimo tisti, ki me spremljajo, vejo, da sem inženir elektrotehnike po formalni izobrazbi, da je to. Zato imam tudi kako poklicno deformacijo pri lučeh, pri svetilih, jaz to imam tudi ful rada, sem tam se tem področju še bolj posvetim kakorkoli. Jasno povem, ne, in tudi vejo, imamo žilco za to, rada to delam, gre nam, stranke so zadovoljne, ni pa od zadnje neke formalne izobrazbe, zdaj pa če si ti ok s tem, če pač nas začutiš, pa ti je všeč najno delo, to je to. Koliko se ti pa zdi, zelo dobro istočenco si dala, svetloba v prostoru pa svetila? Za moje pojme, tudi tle, če malo pogledaš, ne? Meni je svetloba tudi z videoprodukcija, ne. Pa zanj, ki je ena slikarka je bila tudi tukaj, smo se to že malo pogovarjali. Meni se zdi, da je svetloba eden ključnih elementov, ki modelira, kako se mi počutimo v domu. Koliko data poudarek na študijo svetlobe v prostoru, kam umestiti luči, na kakšen način, kaj je primerno, kaj ni primerno, pa še podlagajo v bistvu z... No, tle pa imamo papir. Ja, tle pa imamo papir. Ful premalo ljudje, vsaj tisti, ki se naj obrnejo, se zavedajo tega, kako vzdušje, kakšen ambient, kaj dejansko se lahko svetili narediš. In ful premalo pozornosti tem namenijo. Danes je to pač 4-vgradni reflektorji v stropu in je to, ne? Pa jaz časih povem, kaj pa kakšna ambientalna lučka, ne vem, za zvečer, da bo pač v temi v dnevni sobi, pa bo sam tam gorela neka v koti, brlela tako za prijetno, za toplo atmosfero ali pa neka
dekorativna, ne vem, imate hodnik, slike, obešene, pa kako lučko, da gor damo, da mogoče samo osvetli, pa kaj so to neki čisto novi momenti. Ni tega toliko, ko bi mogoče si jaz tudi želela, da se s tem še več igramo, pa to ne dajo glavni fokus, primarni fokus na to, vsaj moje stranke ne, bi si želela, da je tega več. Da se lahko več pol s tem igramo. Vse drugo je nekako skoraj bolj pomembno kot to. No? Važno, da luč je, da nažgem, ko je tema, da se sveti, kaj delo tega pa že težko gremo. Ja, ker meni se zdi, da je visoka, jaz videl sem vse živo že. Da največja razlika v občutku v prostoru ne igra zdaj, a ne, aj kerok, pa kjeri materijali, pa tukaj je bilo drago. Ja. Ampak igra na kakšen način ti svetloba potuje skozi Tako, prostor. ti bolj to prezentiraš dejansko, ne, s tem. Kje so luči, kako so, a ne, v visoki arhitekturi ali pa v bolj zahtevni arhitekturi, kar res se planira, ne. Glaven efekt prostora, ne, ker mi, ki smo imeli produkcijo, smo imeli tudi fotografijo in smo slikali interijer. Svašta interjerja. Od preprostega pa do, ne vem, penthausa za 2 milijona pa pol. Detajl v svetlobi je tist, ki dela tiste prostore, dobro, kvadratura je pač obvious thing, ampak naredi razliko, na kakšen način tam z neko lučko v nekem momentu na neki ustvarja ta občutek, da prostor dviguje prezenco. Sigurno. Ampak to ne košta, ne? To sam rabaš si vzeti čas, pa ni nam pa to naravno. Mislim, naravno. Ja, ni nam naravno, pa mogoče pravi čas na to misliti, ne? Da že prej imaš stvari pripravljene, ker na koncu recimo pol se zdaj zmišljevati ful, pa na novo postavljati cel koncept te osvetlitve, pol včasih kar težko zaradi inštalacije, zaradi vsega, ne? Tako da je mogoče tudi fajn, da se na to pravi čas pomisli. Je pa to tako dokaj še zanemarjeno področje, bi rekla. Je še ful prostora za napredek. Ja, ogromen. Ja, se strinjam. Premalo se tega zaveda in to uporabljajo sebi v prid stranke. Pa res je, da je bilo to včasih dražja stvar. Tako je, danes pa to ratuje zelo hitro, zelo dostopen. Tudi, ne vem, v smislu teh pametnih domov pa to. Dobro, vse imaš ti preverjene, uveljavljene sisteme, a ne, to elektroinštalater ugradi in bla, bla, bla. Imaš pa tudi, ne vem, meter, pa Zigbee protokol, ki ti lahko sam žarence zamenjaš. Seveda. Trakove kupaš s protokolom in ti lahko sam skoordiniraš neko ambientalno svetlobo. In je to, ne vem, meni osebno, a ne, pa itak ljudje smo vsi različni, se mi zdi, da svetloba v prostoru je res ključnega pomena, kako se nekdo počuti, pa tudi ustvarjaš setting, a ne, sploh zdaj po zimi. Ja, sigurno. Mi, ki živimo v tem delu, ki imamo v bistvu, od avgusta, ki se začne počasi nadol, zdaj, ki smo tema, a ne, se mi zdi zelo pomemben, na kakšen način imaš ti osvetljen prostor, zato, da tudi lahko delaš razliko, ura je 4, ura je 5, 6, 7, 8, večer je, zdaj bomo pa zadimali. Ja, toplejša svetloba. Ja, pa malo rumeno, da bomo lažje šli spat, ne pa, da imaš eno luč sred prostora, po vsej verjetnosti ti nabije hladno modro. Tako, bela. Pol si, greš spat in se zbudiš in tista bela ordinacijska in bela na belo, v belo. Ja, laboratorij. Ultrarumena pa tudi ni skozi meni. Seveda, Ne vem, da je pa ortorumena mi pa tudi ni. Mogoče res ljudje še mislijo, da je to bolj nedostopno, da je to dražje, da ni še to tak... Mogoče so res še ostali malo odzad s tem prepričanjem, da sploh nekdo, ki se primarno za to toliko ne zanima, ni v tem, ga ne zanima, mogoče niti se ne zaveda, kakve so vse opcije, da ste na razpolago, pa da so res dostopne, no? Ja, sigurno. Moj dedek je bil v Nemčiji, je bil drugač rudar. Bil je zidar, tesar tudi, no in je pri 50-ih na Dolenjskem delu svojo hišo.
In stvar, ki me je najbolj fascinantna, je, ne, vsaka soba eno vtičenco, stikal pa luč. Aha. Dovolj, več Ja, kot toliko seveda, to je to, ne? niso rabili. To je to. No, zdaj smo v drugih časih, ne, ampak tako. Se mi zdi, da se da z marsikero tako rešitvijo, no, pa s pragmatičnostjo, pa z vidikom se da majhen prostor narediti ultra Ja. doživeti, mogoče Seveda. beseda. No. Spreminjaš pač po potrebi, pol ne, tudi občutek prostora, kakorkoli. Ne vem, je večer pa še bereš knjigo, gledaš nek film, si sam tam malo ambientalno lučko pustiš li tukaj, da je, ne vem, neko druženje, karkoli, rabiš več svetlobe, prežgeš glavno luč, prilagajaš tudi s tem, ne, prostor tem, kar trenutno delaš tam, tako da, ja, sigurno. Je pa res, ne, da ne vem, saj jaz, ki pa moja, ki razmišljava zdaj, ki ima pač majhnega fantka in gor in dol, a ne, velik ali pa glavni vir svetlobe ponovati televizor, ne. Ja, nažalost je Kaj tudi to res, ja. načeloma. Ni glih okej, no. In pol tudi, a ne, ki gremo v interijer, a ne, okej, kaj pa rad delaš, a ne. A rad knjige bereš, a rad to. Ja. Ja, ne, pač so černiki pojem, ko pridem iz šihta, pa se Pa pa gledam dol televizijo, ležem, ja. pa pač prižgem televizijo, pa kakšne cune zravnam, pa grem pa spat, a ne. Ja. Ja. Je pa tudi za tazga človeka težko oblikovati nek doživeten prostor, Tako, z ker svetili, nima ker nima nekih- smisla, ne? Ker nima smisla, ja. sej, če ne bereš, če ne rabiš, ne. sestavljaš, Ja, če nisi, ne vem, zbiratelj nečesa, tako. če neki ne daješ na, da izpostavljaš, a ne, sej pa umetnost, nimaš kaj karkoli, osvetliti, ne. Nima smisla, ja. Ja. Res je, res je. Tako zanimivi smo ljudje, no. Ja. Pa naš način bivanja, Različni in pač Ja. tem se prilagajamo. Ne? zagotovo. A bi želela še kaj tazga dodati, povedati ljudem, dati kakšen nasvet? Glede. Ne vem, interjerja, pa mogoče Interierja? doživljanje prostora. Jaz bi sam rekla, da probajo v današnjem času, ko smo res prezasičeni z informacijami, bombardirani vseh strani, naj res ne pozabijo sebe poslušati. Kaj rabijo, kaj je njim všeč, ker oni bojo tam 24/7, oni bojo v tem živeli, oni bojo to gledali. Tudi meni je na Instagramu marsikaj všeč, marsikaj polajkam, si shranim na Pinterestu, kakorkoli, ampak se pa po drugi strani tudi zavedam, da je pač moj življenjski stil takšen, ki je, da imam družino, male otroke in ne pozabimo na sebe v vsem tem procesu. No. Postavimo sebe na prvo mesto, pa prilagodimo vse tisto, kar je všeč nam, ne pa obratno. Ja, in prostor je velik, a pa zelo pomemben del tega. Ja, Ali nam suportira v teh odločitvah, ali nam ne. sigurno. A ne? Če si izbereš črn tuš, Ja, se moraš zavedati, da boš mogel neki fokus dati na voden kamen. tako, na čiščenje. Res je, res je. Jaz rada tudi povem, da recimo zdaj dom, stanovanje, ki smo si ga imela ustvarila, jaz ga imam res rada. Pač jaz ful rada pridem domov, obožujem dneve, ko ni nikamor treba iti, ko sem lahko sam doma, ne vem, v hodnik smo postavili letvice pa tapete. Nekom je to všeč, nekom ni, nekom je staromodno. Meni je vseeno, kaj tam en XYZ misli na TikToku, starinsko, moja stara mama je imela tako, prav, najverjetneje je bilo všeč, meni je tudi. In jaz, ko stopim ti naš hodnik, meni, doma sem super. In se dobro počutim in to je najbolj važno. Ne, da bom jaz tam dobila 100 komentarjev, kak je super clean beli hodnik, jaz ko pa prišla not, bo pa ojoj, belo dolgočasno. In meni je to važno in to si želim tudi za nekoga, ki se obrne na mene, da bo tudi njem tako. Izražati sebe, ne? Tako, Brez zadržkov. tako. Sandra, najlepša hvala za pogovor, Z veseljem. za obisk, za tvoje delo v končni fazi. Se mi zdi zelo pomemben, da se ljudje ukvarjamo s tem, da oblikujemo prostor, ker, kot si sama rekla, v vsem tem divjanju Ja, sigurno. ljudje pozabljamo na te stvari. No? Se sploh ne zavedamo, da mogoče nezavestno vpliva na nas, ne tudi kar je okrog nas, v čem smo in če je to nekaj, kar nam je všeč, prijetno,
se bo najverjetneje tudi na nas odražalo. Ne? Ja, zagotovo. Smo to, kar živimo. Ne? Tako. Sam včeraj nimamo več, jutri ne vemo, kaj Ne vemo, imamo, če samo bo sploh, danes. ne, tako da ja, v tem trenutku. Pa želim veliko poslovnih uspehov, pa upam, da se kje na kakšni adaptaciji, renovaciji naše Srečamo. poti prekrižajo. Ja. Super, hvala lepa. Ja, še enkrat res hvala za obisk, pa želim lep dan še naprej. Hvala za povabilo, enako.